Dobrodošli nazaj v serialu Video moj prvi električni avto, kjer se pogovarjamo o električnih polnilnicah. Že četrti video namreč obravnavamo temo, kako do svoje lastne električne polnilnice, in prav v tem videu bomo šli skozi inštalacijo in izbiro v mojem primeru. Namreč v prvih treh videih iz tega segmenta električna domača polnilnica smo obravnavali najprej, ali to električno polnilnico pravzaprav čisto res rabimo. To je bil prvi video. Ta drugi video je bil video, kjer smo se pogovarjali o tem, kako do električne polnilnice v enem takem lušnem stanovanjskem objektu, kjer nas je več strank. Ta tretji video je pa bil v bistvu, katere tipe električnih polnilnic imamo in v katerem primeru katero izbrati, koliko hitro, kaj dobimo z avtom, kakšne so te mobilne oziroma prenosne polnilnice in pa seveda kakšne so to klasične 11 kW polnilnice. Tako da danes gremo pogledati moj case study, kako in zakaj sem se jaz odločil za izvajalca. Pejmo pogledati. Najprej sponzorju te epizode ebapolnilnice.si, ki so tudi meni res ugodno in profesionalno uredili domačo polnilnico ter mi odlično svetovali, kako pristopiti k reševanju problema te polnilnice v skupnem stanovanjskem objektu. V večini primerov boste ob nakupu električnega avtomobila prejeli nek bon, s katerim boste lahko kupili električno polnilnico. Zdaj, zadeva je valjda marketinško nastavljena. Tudi jaz sem ob nakupu bon prejel 500 evrov finančne protivrednosti za spodbudo pri nakupu električne polnilnice, ampak ker so prodajalci in kjer so valjda hakli, bi jaz mogel celo zadevo vzeti pri Moon Power, torej pooblaščencu oziroma hčerinskemu podjetju Porsche Slovenija, ki ureja to zadevo za njihove kupce. Jaz sem kljub temu seveda zadevo in pa njihovo ponudbo, ki sem jo dobil, preveril na večjih koncih, ker namreč njihova ponudba bi me prišla kar 2400 evrov, kar je bilo glede na pridobljene ponudbe, ki sem jih že imel v rokah, precejšen znesek. Tudi zato se za Moon Power pravzaprav nisem odločil, ker je bila njihova vrednost približno za 1/3 višja od ostalih ponudnikov. Tako da pri temu bodite pozorni. Velikokrat blagovne znamke uporabljajo določene marketinške trike, vam rečejo, 1000 evrov vas bo prišla polnilnica, mi vam damo 500 evrov bona, če zares vas bo na koncu prišla 2300 evrov in tistih 500 evrov bo v bistvu še vedno več, kot bi plačali pri drugemu ponudniku, ko vam bo zadevo fair zračunal. Tudi zato je bila moja odločitev logična. Kako pa sem prišel do ponudb, vam bom pa v bistvu razložil tukaj na čist praktičnem primeru. Jaz sem večjim izvajalcem polnilnih domačih postaj za električne avtomobile poslal ponudbo za zelo podobnimi parametri. Najprej sem jim navedel svojo priključno moč, torej 3x20 amperov, to je to, kar moje električno omrežje, moje stanovanjske enote zmore. Obračunsko moč 7 kW. Vse te podatke pa najdeš na položnici Elektra. Tam boš v zgornjem desnem kotu, v mojem primeru, so izpisani te podatki. Drugič, navedel sem oddaljenost polnilnice od glavne varovalke stanovanja. Jaz sem že takrat predvideval, da se bo na tem vodu naredil razvod za to električno polnilnico. Mi imamo eno veliko srečo, da imamo glavne varovalke v kleti našega objekta in da se to da relativno zelo simpel rešiti. Tako da sem lahko ocenil, da približno rabim 15 metrov tega električnega kabla do te svoje lokacije oziroma svojega parkirnega mesta v garaži. Tretjič, želje glede polnilnice so bilo zelo jasne. Pametna mora biti tako, da zna uravnavati priključno moč glede na trenutno porabo celega sistema, torej pomeni, da ima to dinamično prilagajanje polnjenja glede na druge porabnike v električnem sistemu, in pa da niti slučajno ni tako pametna, da bi se lahko povezovala z internetom. Torej, mene to res ne zanima, zato ker je že moj pameten avto, oziroma električen avto, povezan z internetom in res ne vem, zakaj bi potreboval še to polnilno postajo, na kateri bi nastavljal določene stvari, ki jih nočem nastavljati, ker jih v bistvu nastavlja že moj avto. Tako da
Tukaj sem imel jasne parametre in na podlagi teh parametrov sem potem dobil v bistvu ponudbe, ki so pa zelo variirale. Jaz moram reči, da se nisem odločil za najugodnejšo, ampak najbolj realno ponudbo, hkrati pa tudi zaradi tega, ker mi je Miran pri evapolnilnice.si zadeve res kompleksno svetoval, predvsem mi je pa tudi rešil problem te inštalacije v skupnem objektu s svojimi zelo pragmatičnimi in enostavnimi nasveti, kako naj pristopim k temu dovoljenju oziroma kako naj pristopim skupnosti s to željo po inštalaciji svoje te električne polnilnice. Tako da res priporočam njegove storitve, zato ker se drži rokov in na drugi strani zato, ker zna zelo pragmatično in pametno svetovati. Ključen moment vgradnja domače polnilnice za električen avto, kar je v bistvu must have, zato ker je energija iz domače polnilnice praktično zastonj v primerjavi z javnimi polnilnicami in seveda nuja, če imaš električen avto. Tako da dajmo si pogledati, kako izgleda ta montaža polnilnice. Polnilnica je zdaj pripravljena za polnjenje avtomobilov. Ok, super. Ja. Preverjena, pripravljena, vse dela. Preverjena, pripravljena. Tako. Zmerjena, umirjena, skalibrirana. In za kakšno polnilnico sem se odločil? Ja, valjda sem se odločil za 11-22 kW polnilnico, ki pa pač nekaj prav nič zelo pametna, razen v segmentu, ko zna v bistvu v okviru omrežja balansirati napetost, torej to pomeni, če moja žena se odloči kaj speči, pa dati pred kako posodo, pa kaj polikati, da v tem primeru ne bomo skurili glavne varovalke. In to je bilo meni glavno in najbolj pomembno. Nisem se pa odločil za to električno polnilnico, ki je povezana z internetom, zato ker je že moj avto povezan z internetom, tukaj ne vidim pravzaprav nobene dodatne vrednosti, ampak je to samo podvajanje nekega sistema, ki mislim, da nima smisla. Tako da, jaz sem plačal za svojo polnilnico 1450 €, kar se mi zdi en tak znesek, ki je zelo realen v večini primerov, torej če bo teh napeljal manj, pa tako naprej boste plačali nekaj manj, ampak ta vrednost med 1200 in 1800 € se mi zdi tista vrednost za 11 kW polnilnico, ki je tam neka medijana oziroma neko povprečje tega, kar bo tudi vaš strošek. Mogoče bi to še bolj poenostavil, long story short, da je ta vaša polnilnica nič drugega kot kabel, ki ga vklopite v avto, kaj več kot to, pravzaprav ne sme biti, ker vse ostalo je dodatno delo. Torej, če je treba aktivirati določeno kartico, če je treba ne vem kaj početi, pozabite, preveč dela, naj bo butasta toliko, da se samo takne, da ni treba nič pritiskati, pa aktivirati, pa karkoli. Meni je bilo ta enostavnost ključna. No, in kaj sva z gospodom Miranom izbrala? Pravzaprav je izbral on na podlagi svojih večletnih izkušenj. Svetoval mi je polnilnico, moram zdaj prebrati, Enelion Stilo z modulom napetosti Enelion Energy Guard. To je tisti modul, ki balansira to moje omrežje, zato da nakurimo glavnih varovalk. Jaz sem gospodu Miranu popolnoma zaupal, rekel, tukaj še ni bilo nobene reklamacije, pa zadev smo že kar nekaj zmontirali in v bistvu je to najbolj pomemben. Pomemben je, da vi za to vašo polnilno postajo nimate nič dela več, da se z njo ne ukvarjate in tako, kot sem že prej omenil, samo kabel, ki ga vtaknete v avto. Ok, toliko za danes. Delite kako svojo izkušnjo, mogoče tudi kako svojo izkušnjo s kakšnim izvajalcem pod tem video zapisom. Najlažje na YouTube, tam je res veliko komentarjev, po zadnjih videojih jih že 60+, kar pomeni, da se razvijajo debate in da se lahko iz teh komentarjev ful naučite enih stvari.
vidite, kako so razmišljali drugi ljudje, kaj so drugi ljudje kupili, tako da napišite, kje ste vi izbrali, zakaj ste jo izbrali, zakaj mislite, da sem butel, zato ker nisem bolj pametno izbral. Ne? Ja, tudi eni se bojo javili, rekli, zato pa fajn, ker imaš pol tabelice s porabami, pa ne rabim. Jaz imam račun na konec meseca in to je to. Tako da, dajte se naročiti na te video vsebine, če so vam zadeve zanimive, dajte gor, tam za ta kanal poganjajo komentarji, pa všečki čisto zares. Tako da vidimo se v naslednji epizodi, moj prvi električni avto, kjer bomo vsekakor šli na teren.